21. marca je Svetovni dan poezije, 27. marca pa obeležujemo Svetovni dan gledališča. Obe veji ustvarjanja sta močno zastopani tudi med gluho in naglušno skupnostjo. Vendar ob tem opozarjajo, da niso polno vključeni v vse pore slovenske kulture, saj se zatakne že pri podnapisih, ki bi jim filme, risanke, informativne oddaje, poezijo, predvsem pa gledališče naredili dostopne. Balon, takoj pravilno. Balon. Balon se bo lepo. Slušajta vidva, dajte me malo poslušati, ne samo govor. Dostopnost gluhih do kulturnih dobrin, kulturnih hramov v Sloveniji ali pa tudi celo do literature je zelo, zelo omejen. Pravzaprav bi skoraj rekel nedostopen. Po eni strani ni literature in niso niti prostori dostopni osebam z izgubo sluha, po drugi strani pa tudi gluhe osebe imajo nek strah dostopa do tega, predvsem zaradi preteklih bolečih izkušenj izobraževanja, kjer je bil znakovni jezik prepovedan in posledično so gluhe osebe jezikovno manj kompetentne. In literatura, bogata slovenska literatura je gluhim nedostopna, ker so jezikovno šibkejši, v večini. Je nekaj posameznikov, ki pa zelo uživa v tem, a hkrati potrebuje dostopnost v znakovnem jeziku, svojem jeziku. Primorka Dunja Hrvatin v pesmih pripoveduje o sebi in svoji drugačnosti. Pisati sem začela pri 14 letih, pritegnila me je moja velika želja po pisanju. Sebe sem zagledala v ogledalo, se smejala in čudila, da bom nekoč uresničila mojo skrivnost in željo napisati poezijo. Pravi, da je njena poezija globoka. Pripoveduje o sebi in o svoji drugačnosti in vse to izraža iz srca. Sem velika ljubiteljica umetnosti, rada izražam moja čustva, rada opazujem okolje, svet, ljudi, naravo, morje, živali in tako naprej. Ko dobim novo idejo, takoj zapišem naslov pesmi, kasneje začnem pisati besedilo, večkrat popravljam, kjer iščem prave besede, večkrat si besedilo tudi zapojem na moj način in zelo sem srečna. Čutim, da imam bogato dušo in vse prihaja iz srca. Sicer pa je aktivna tudi na dramskih odrih, kjer svoje pesmi predstavlja v znakovnem jeziku. Rada nastopam v gledališču na odru, ker obožujem izražanje poezije v znakovnem jeziku. Čutim glasbo in rada imam tudi ples na odru, nastopam pred tremi, rada imam publika, gledališče publika in uživam biti na odru. Gledališče je med gluhimi in naglušnimi v Sloveniji zelo priljubljeno.
Lada Orešnik je režiserka v gledališki skupini Tihe stopinje, ki jo sestavlja od 6 do 10 igralcev. Vsako leto pripravijo 2 premieri, eno za odrasle in eno za otroke. Gledališke skupine pa imajo tudi lokalna društva. Vanje je vključenih okrog 30 gluhih in naglušnih igralcev. Svoje izražanje pa si želijo predstaviti tudi slišečemu občinstvu. Gluhi ne slišimo in smo dobri igralci na odru. Vedno se izražamo, telesno gibanje, mimika obraza in pantomimo. To je naša drugačna kultura. Svet gluhih tako živimo skupaj v društvu po Sloveniji. Gluhi želimo in pokažemo, da smo gluhi igralci, pesnica, umetniki, novinarka, nemaži, čitaš in tako naprej. Super bi bilo, če bi imeli mentorja za utruno gluhe, da vadimo na odru in tolmač za prevajanje na odru. Če želimo, da razume širša publika, slišeča publika mora razumeti vsebino našega igranja. Le tebe ni. Postal si zvezda na nebu, ki najlepše žari. Pred 5 leti je za kratek čas že zaživela ideja gledališkega tolmača, ki bi bil prisoten na vseh gledaliških igrah in bi gluhim tolmačil dogajanje na odru. Žal pa je projekt zaradi finančnih omejitev in premajhne dejavnosti gledališč v času korone počasi zamrl. Strokovni delavec na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Tone Petrič, upa, da bo država prisluhnila gluhi skupnosti in ji omogočila spremljanje gledaliških predstav v njej prilagojeni tehniki. Sicer pa zveza izdaja posebne publikacije za gluho in naglušno skupnost, še posebej za otroke. Eden od poznanih ilustratorjev literature za gluhe je tudi Nikolaj Vogel. Je akademski slikar, ki je v svojem življenju naslikal več kot 500 slik. Ko je pritar v tem letu, tem tato uporabljati dnevnik, ta je travtanja, otroci, pa tudi ja. Potem pa, ko je pritar, tudi najdete, tem redno tato ukvarjati s velikanjem. Podputilo me je okolitina in potepnost. Zaradi oživele smrti, te bil dalo ten. Potem tem tato s slikanjem. Potem pa tem v tebi tato želijo to slikanja. Potem pa je tato bil gluh, edini gluhi v tretji tori. To je bil drugi svet, četvrti svet. In gluhi svet, to je drugače.
To je temelj Gorice za umetniško ustvarjanje. Pri ilustriranju kreten v knjigah za gluhe mora biti zelo pozoren, da risbe natančno izražajo položaj rok. Pri ilustriranju rok kretena mora biti pozoren. Smer gibanja rok mora natančno narisati. Ena roka, kam pokaže precisa, mora biti pozoren in tudi mimika obraza, odvisno od čustva. Gluhi in naglušni se seveda najbolj zanašajo na vid. Radi gledajo filme, slike, gledališke predstave, skratka vse, kar je mogoče predstaviti vizualno. Gluhi in naglušni potrebujejo v kulturi tehnične pripomočke. Na televiziji imajo napise, pa to imajo tudi radi. V galerijah, muzejih pa tudi imajo indukcijske zanke za naglušne. Za gluhe pa to imajo tudi, imamo oglede. To gluhi najbolj potrebuje tolmače in napise, da lažje spremljajo dogajanja. Po mnenju Toneta Petriča država prevečkrat pozablja na gluho skupnost, saj imajo še vedno velike težave pri spremljanju kulturnih vsebin, saj slovenski filmi v kinodvoranah nimajo podnapisov. Gledališke igre niso tolmačene v znakovni jezik. Večina javnih ustanov nima vgrajene indukcijske zanke. Skratka, pogrešajo več dostopnosti. Dober primer dostopnosti je mobilna aplikacija Slovanski zvočni sprehodi. Ta vsebuje 75 zgodb in povezuje 3 mesta. Ljubljano, Zagreb in Beograd, zgodbe pa so tudi tolmačene v slovenski znakovni jezik.